najglasnejši zagovorniki kavcijskega sistema so ekološke organizacije. To je edini način, znani način zmanjševanja smetenja. Po izkušnjah nekje za polovico manj odpadkov v naravi nastane. Druga stvar je, da zbere, ker ni kontaminiran material z drugimi odpadki, pomeni, da zbere visoko kvaliteten material, ki ga je možno reciklirati nazaj za isti namen, se pravi plastenko, pločevinko. Da gre za trajnostno rešitev, s katero bi lahko ponovno uporabili več odpadne embalaže, so prepričani tudi v industriji pijač. Ampak mi še vedno vemo, da več kot 30% embalaže pride v črno kanto. To pomeni, v neke sežigalnice pa se ne uporabi tako, kot bi se moglo, ker se jim ne da, nočejo, vsaki ima neko svojo notranjo odgovornost. Razprava o kavcijskem sistemu se je začela zaradi zahtev Evropske unije, ki je določila, da mora biti do leta 2029 ločeno zbranih 90% vseh plastenk. Več evropskih držav je kavcijski sistem že uvedlo. Po besedah zagovornikov tovrstne ureditve v teh državah dosegajo tudi več kot 90% ločeno zbrane in reciklirane embalaže pijač. Zagovorniki obstoječega sistema pa po drugi strani zatrjujejo, da Slovenija podobne odstotke dosega tudi brez kavcijskega sistema. Na eni strani imamo občine, ki zelo zagovarjajo kavcijski sistem, v njem vidijo precej prednosti, in pa tudi en precejšen delež drugih občin, ki pa opozarjajo. Sam ne zasledim nasprotovanja kavcijskemu sistemu kot takemu, ampak samo opozarjanje na to, da je sedanji sistem po njihovem mnenju že ustrezen in da bi ga kanilo mogoče kaj nadgraditi in podobno. Mi vemo, da smo v zadnjem četrtletju lanskega leta zbrali 77% vseh komunalnih odpadkov ločeno. V Sloveniji 72% embalaže recikliramo, preko 50% plastičnih odpadkov recikliramo, kar nas uvršča v sam evropski vrh, in Slovenija pravzaprav kavcijskega sistema ne potrebuje. V Zbornici komunalnega gospodarstva še dodajajo, da cilje Evropske unije glede plastenk Slovenija že dosega. Do teh podatkov so nekoliko skeptični v ekokrogu. Podatke, ki jih imamo v Sloveniji, pa so večinoma ocene, temeljijo na podatkih, ki niso javno dostopni, niso preverljivi, in mi ne verjamemo tem visokim številkam, ki jih nekateri za Slovenijo navajajo. Postavlja se vprašanje, kaj bi kavcijski sistem prinesel potrošnikom. Zagovorniki sistema poudarjajo predvsem ekološko ozaveščanje potrošnika. Po drugi strani pa bi kavcijski sistem po izračunih Zbornice komunalnega gospodarstva gospodinjstvu prinesel za okoli 230 evrov stroškov na leto. To pomeni, da ob enakmu dosegu okoljskega cilja bi gospodinjstvo enostavno moralo se odreči ali standarda ravnanja z odpadki, ali pa do 230 evrov, ko govorimo o 4-članskemu gospodinjstvu. Tukaj gre dejansko tudi za, bom rekel, nek vzgojni učinek. Se pravi, ker sem jaz plačal kavcijo, je večja verjetnost, da bom si prizadeval, da bo to plastenko, to pločevinko vrnil, ne pa jo vrgel v gozd, recimo. Plastenke in pločevinke predstavljajo 3% vse embalaže, ki nastane v Sloveniji. Ker pa gre za tržno najbolj zanimiv odpadek, ni presenetljivo, da potekajo interesni boji za izločitev ravno teh dveh vrst embalaže iz sedanjega sistema. Še najbolj prisoten je ta strah podvojenih sistemov oziroma usklajenosti ali pa neusklajenosti morebitnih teh dveh sistemov. Ne moremo povedati, da je to kao podvojitev sistema, ker ta sistem bo absolutno čisto transparentno uredil ponovno uporabo čistega materijala. To je nujno reči, da mi se pogovarjamo o čistem materijalu, ki je potem namenjen ponovno uporabo za hrano. Tudi med trgovci ni enotnega stališča glede kavcijskega sistema. Medtem ko nekateri večji trgovci v njem ne vidijo težav, v Združenju malih trgovcev Slovenije opozarjajo, da bi lahko bila uvedba novega sistema prevelik finančni izziv, predvsem za male podeželske trgovce.